Spoštovane gospe in gospodje, prav lep dober dan na 6. izredni seji občinskega sveta občine Ljutomer. Na današnji seji so upravičili svoj izostanek gospa Sara Karba, gospod Aleš Lipovec in pa gospod Silvester Perko. Za današnjo sejo je predlagan dnevni red, ki ste ga prejeli z vabilom, in sicer pod prvo točko odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 2014, predlog, pod drugo spremembe in dopolnitve statuta občine Ljutomer, skrajšani postopek, pod tretjo spremembe poslovnika občinskega sveta občine Ljutomer, skrajšani postopek, pod četrto odlok o krajevni skupnosti v občini Ljutomer, prva obravnava, pod peto odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Ljutomer, prva obravnava, pod šesto pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov občine Ljutomer, in pa pod sedmo informacija, obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb v postopku javnega naročila za rekonstrukcijo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju v Ljutomeru. Želi kdo kakšno dopolnitev, spremembo? Izvolite, gospod Tihomir Babič. Za besedo, gospa županja, prav lepo pozdravljeni vsi skupaj. Glede na to dejstvo, da je danes sklicana izredna seja občinskega sveta občine Ljutomer, predlagam, da se iz dnevnega reda umaknejo točke pod zaporednimi številkami 2, 3, 4, 5, 6 in 7. Zaradi tega, ker narava teh točk ni primerna za izredno sejo. Prosim, da se o mojem predlogu glasuje. Hvala. Še kdo? Gospod Lah. Lep pozdrav vsem skupaj prisotnim, lep pozdrav tudi županji. Mene moti sklic seje kot izredne seje, ker se ne namreč začeti 22. člena, ker smo imeli sami primer, da smo hoteli sklicati izredno sejo, pa ni bila zakonita, ker tam v prvem stavku tega člena izredno piše naslednje. Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje odločanja o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje ali na zahtevo četrtine članov sveta. Zakaj to govorim? To govorim zato, ker je na dnevnem redu odlok o proračunu občine Ljutomer, s tem, da je sklicana izredna seja, so bili, bom rekel, čisto po domače povoženi vsi demokratični standardi. Tega predloga niso obravnavale politične stranke in skupine, ki so v občinskem svetu, ki smo bili izvoljeni na listi teh strank, in imamo dolžnost za svoj član izvršilnih odborov, da to ne predelamo in potem lahko damo konkretno mnenje o tem. In pa naslednje točke, ki se tičejo spremembe statuta, poslovnika in še točka uvrščena gor, kjer smo že enkrat zavrnili odlok o določitvi volilnih enot in smo rekli, da bo to reševalo naslednja garnitura, ker ni higienično, da to delamo zadnjo leto mandata. In zaradi tega jaz mislim, da ne vem, kdo razloži zakonsko, zakaj je bila sklicana izredna seja, zakaj ni šlo po redni poti, če tam piše sprejem proračuna po redni poti. Prosim za odgovor in jaz mislim, da je ta seja ni sklicana z poslovnikom. Če želite pojasnilo, izredne seje se sklicujejo, se pravi takrat, ko so izredne razmere. Jaz mislim, da v Ljutomeru imamo izredne razmere, nujno je sprejeti strateški dokument občine, to je proračun občine Ljutomer. Še vedno vztrajam in trdim, da je ogrožen projekt sistema C, pa če to vi želite priznati ali ne. Vse ostale točke, katerih danes predlagate umik, zahteva od nas služba za lokalno samoupravo. Vi ste zavrnili že odločanje sprememb in dopolnitev statuta, sprememb poslovnika občinskega sveta, odlok o krajevni skupnosti od nas terja zakonodaja, določitev volilnih enot zahtevajo naše občanke in občani po posameznih krajevnih skupnosti, in to je v skladu z zaključki sestanka z predstavniki krajevnih skupnosti. Če vi mislite, da
in tudi pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles je posledica predloga proračuna, ki ga imate danes na mizi. Če vi menite, da so te točke nepomembne, bom dala to na glasovanje, ampak potem bom tudi inštitucija na ravni države obvestila, da ste vi zavrnili obravnavo tega in tu se moja odgovornost zaključe. Izvolite, gospod Filipič. Najprej malo opravičilo, ker sem pač malo nekaj par minut bil prekasen, ampak na mojega kolega, gospoda Andreja Laha, ko pravi, da ta seja ni izredno pač zakonita, meni se pa vidi, da je, ker mi moramo proračun sprejeti. Če imam proračuna, poglejte, kaj se nam dogaja. Projekti grejo mimo nas. In mi se igramo z tem evropskim pa državnim denarjem. Projekt C, recimo, kot je. Ali mi, gotovo, mi pač ne moremo tega proračuna spraviti skozi. Zakaj ne? Povejte mi, zakaj ne? Vedno najdemo neke izgovore, da ni prav to, pa ni prav ono, pa ni prav to. Pa dajmo se enkrat zresniti, ljudje moji božje. Če pa gre vse za dobro od nas občanov, občank in pa naše celokupne občine. Hvala. Poslovnik določa o nujnih zadevah. Drugo pa je urgenca službe za lokalno samoupravo. Izvolite. Hvala za besedo, županja. Res, kadar ni pogoja za sklic redne seje. Ne vem, kaj bi 3 dni razlike sklic seje prineslo v petek ali v sredo, da bi lahko organi, strank, političnih skupin opravili proceduro, kak imamo mi v vseh naših statutih in pa poslovnikih. To me zanima, zakaj to? Gospod Lah, mogoče boste to takrat razumeli, ko boste podpisovali zahtevke in izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo. Izvolite, gospod Babič. Hvala za besedo. Jaz bi prosil, da se da moj predlog na glasovanje, tako kot je po poslovniku, prosim. Dajem predlog gospoda Tihomira Babiča na glasovanje in sicer, da se danes ne obravnavajo naslednje točke dnevnega reda. Spremembe in dopolnitve statuta občine Ljutomer, skrajšani postopek, spremembe poslovnika občinskega sveta občine Ljutomer, skrajšani postopek, odlok o krajevnih skupnosti v občini Ljutomer, prva obravnava, odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta občine Ljutomer, prva obravnava. 600 tudi? Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov občine Ljutomer. In pa 7. informacija, obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb v postopku javnega naročila za rekonstrukcijo vodovodnega kanalizacijskega omrežja v Kidričevem naselju v Ljutomer. Kdo je za to? 10 za, kdo je proti? 8, sklep je sprejet. Torej, imamo na dnevnem redu samo odlok o proračunu občine Ljutomer za leto 2014. Predlog. Prosim, gospod Angelco Lukman, da se mi pridruži tu naprej. Odpiram pa razpravo. Izvolite, beseda je vaša. Želi kdo razpravljati? Odprla sem razpravo, prosim. Kdo želi razpravljati? Gospod Vencel. Hvala za besedo. Najprej bom povedal, zakaj predlog proračuna podpiram. Predlog podpiram, ker je pravilen, pripravljen strokovno, transparentno in kvalitetno. Vsebuje vse zakonske obveznosti. Je naravnan k enakomernemu razvoju celotne občine. Ima visok investicijski delež.
ima poudarek na strategiji financiranja investicij in nepovratnih sredstvih. Je zelo transparentno pripravljen usklajevanje po vseh 9 krajevnih skupnostih in z gospodarstveniki, kar je unikatno v Sloveniji in v primerjavi z drugimi občinami. S takšno predstavitvijo je dejstvo, da želi županja proračun po meri občank in občanov ter gospodarstvenikov in ne po meri politike, kupčkanja in osebnih interesov. Ima visoko podporo občanov in gospodarstvenikov v občini Ljutomer. Jasno so ga podprli vsi sveti krajevne skupnosti v občini Ljutomer, prav tako jasno in široko podporo ima tudi strani občank in občanov, potrjenih na predstavitvah po krajevni skupnosti. Soglasno pa je bil tudi podprt strani gospodarstvenikov in strateškega sveta, v katerem so ugledni in cenjeni gospodarstveniki, podjetniki in obrtniki iz občine Ljutomer. Je razvidno razumevanje potreb in podpore gospodarstva v občini Ljutomer. Je tudi naravnan k ohranjanju delovnih mest in spodbujanje novih. V njem so vsi projekti, ki so obljubljeni na volitvah strani takrat tako opevanega strateškega in uspešnega Ljutomerskega razvojnega partnerstva. Zadolženost je manjša, kot je bila ob prevzemu mandata 2010. V primeru nesprejetja bodo ogroženi projekti, kot je izgradnja vrtca v Cezanjevcih, Puhova cona in še marsikateri drugi projekt. Otežkočeno bo tudi plačevanje izgradnje vodovoda, tako imenovanega sistema C, če že ne ogrožen. V primeru nesprejetja je otežkočeno tudi delovanje javnih zavodov v občini Ljutomer. V primeru nesprejetja je tudi ogroženo financiranje in delovanje društev v občini Ljutomer. V predlaganem zadolževanju so predvideni projekti, kjer so predvidene investicije, ki bodo prinesle več nepovratnih sredstev, kot jih predvideva zadolževanje. Nasprotniki proračuna nimajo niti enega argumenta, s katerim bi lahko upravičeno nasprotovali proračunu oziroma predlogu proračuna. Naj se še dotaknem nekaj, kaj me moti pri svetnikih, ki so proti predlaganemu proračunu. So proti zadolževanju brez argumenta. Istočasno pa na seji javno predlagajo zadolževanje drugo leto, torej po volitvah. Gre za politično kupčkanje. Posebno za tiste, ki smo sedeli v prejšnjem mandatu in smo podprli kar 8,6 milijona kredita, kak je bil porabljeni, sami vemo. Sicer sam nisem glasoval za celotni ta kredit, nekje za polovico približno, sem pa tudi sam dvignil roko. Zatorej mislim, da je nemoralno za nas, tiste, ki smo sedeli, da sedaj glasujemo proti proračunu zaradi izgovora o kreditu, ki je 5-6%, v prejšnjem mandatu pa je bilo zadolženje 86%. Gospod poslanec in svetnik Branko Smodiš pove, da vlada priporoča občinam, da se v letošnjem letu ne zadolžujejo, ker sedaj ni ugodno. Istočasno pa nam mediji poročajo, da je vlada teden, 14 dni nazaj, vzela kredit v višini 2,5 milijard evrov. To je vlada, v kateri koaliciji tudi ta svetnik. Predsednik krajevne skupnosti Stara Cesta se mi je potožil in izrazil ogorčenje, da je svetnik gospod Smodiš po seji občinskega sveta, kjer je bil predlog proračuna zavrnjen in seveda je tudi on glasoval proti, pristopil predsedniku in mu z nasmeškom dejal, da se naj ne sekira glede nesprejetega proračuna in za cesto na Stari Cesti, ki je predvidena v proračunu, saj mu bodo cesto zgradili oni drugo leto. Kdo so to oni? In ali pa če
ti oni bodo mogoče izvoljeni drugo leto oziroma letos. Predsednik lokalnega odbora Desus na seji večkrat omenja transparentnost. Pri sprejemanju proračuna so pisno in dvakrat tudi ustno predlagali umik nekaterih projektov iz predloga proračuna. In to projektov ključnega pomena za občane oziroma krajane. Na seji občinskega sveta je enkrat predlog predstavil gospod Rošker, drugič pa gospod Klemenčič. V pisnem delu je spodaj napisano, da so dopis s predlogi posredovali vsem članom krajevnih skupnosti izvoljenim na listi Desusa. V krajevni skupnosti Stara Cesta sta 2 člana izvoljena na listi Desusa, med njimi je tudi predsednik krajevne skupnosti. Nobeden od njiju s tem predlogi ni bil seznanjen. Toliko o transparentnosti. Gospod Klemenčič se je udeležil tudi nekaterih predstavitev proračuna po krajevni skupnosti. Na eni izmed predstavitve je izjavil, da se predstavitev udeležuje, da sliši mnenje občanov, da bodo lahko svetniki izvoljeni na listi Desusa glasovali po volji volivcev. Takrat je dobil jasen odgovor, da občani s tem volivci proračun odločno podpirajo. Kljub temu niso glasovali za. Kje je tu poštenost in držanje obljub? Pred sejo občinskega sveta 5.2.2014 je bilo po radiju Maxi objavljeno, da proračun ne bo sprejet. Z tega je razvidno, da skupina svetnikov, ki nasprotuje proračunu, ni imela namena, da se dogovarja, ampak so že prišli na sejo, da bodo glasovali proti proračunu, seveda brez argumentov. Zaradi tega sem prepričan, da je glasovanje proti zgolj nagajanje, osebni interes in nabiranje političnih točk in glasov in istočasno delovanje v škodo občine ter občank in občanov in škodo gospodarstva in gospodarskega razvoja občine Ljutomer. Prepričan sem tudi, da so volivke in volivci to ugotovili in bodo to tudi upoštevali na letošnjih volitvah. Kot zadnjo me moti tudi to, zakaj se niste udeležili usklajevanja v Šicu, ki je bil istočasno, pa ste županijo pozivali na pogajanja za zaprtimi vrati brez preostalih svetnikov. Torej, samo vaša volja, brez usklajevanja, to je pravi usiljevanje vaših argumentov oziroma neargumentov oziroma vaših mišljenj. Kje je tu transparentnost? Ste hoteli navesti županja nezakonitost? Mislim, da sem iz te strani, iz moje strani izvajanje končal. Imam pa še eno pisanje se strani enega od svetnikov krajevne skupnosti, ki me je zaprosil, da to prečitam v njegovem imenu in je gre v podporo proračuna, pa bom še to prečital. Spoštovani vsi prisotni, ne morem, da se ne bi oglasil. Ker mi žal službene dolžnosti ne omogočajo osebne prisotnosti, sem se odločil napisati vam tole. Kot sem že na prejšnjih 2 srečanjih povedal, sem podpornik predlaganega proračuna občine Ljutomer. Predlog bi podprl, ne glede na to, kdo sedi tukaj kot župan, saj smatram, da ga je predlagatelj pripravil dobro in to v skladu z željami občanov oziroma krajanov, kar pa sklepam po odzivu članov svetov KS na omenjenih srečanjih. Namreč praktično nihče ni imel pripomb, češ naše želje pa niso upoštevane. Bili pa so ogorčeni, ko so imeli pred seboj seznam črtanih investicij. Zavedam se, da nimam nobenega vpliva na končni izid glasovanja, vendar pa se mi zdi prav, da to, kar mislim, povem na glas. Saj v bistvu zastopam krajane oziroma tiste, ki so me nenazadnje zaupali svoj glas, da bom zastopal njihove interese.
Niso pa zaupali samo meni kot svetnikov krajevne skupnosti, tudi vam, dragi občinski svetniki, so. Razumem, da ste nekateri med dvema ognjema, in to političnimi interesi in interesi občanov, in vem, da vam ni lahko, vendar smatram, da vam bo vest narekovala dati svoj glas v korist slednjih pomeni občanov. Stopite korak naprej, preskočite in pozabite na soglasje v preteklosti ter glejte v prihodnost. Nenazadnje se bližajo volitve in menim, da je to tudi za vas lepa promocija in popotnica v morebitnem vašem novičnem kandidiranju, da vam občani spet zaupajo in dajo svoj glas. Bodite vsaj sedaj enotni, tako kot je tudi naša preljuba, drugače povsem razdvojena Slovenija v času olimpijskih iger, in navijajte za isto stvar. Pomeni v dobro tistih občanov, ki so vam zaupali svoj glas in ki računajo na vas in vašo podporo njihovim interesom oziroma investicijam. Spoštovani član Sveta krajevne skupnosti, Krištanci, Šalinci, Grlava, magister Milko Lebarič. Hvala lepa. Jaz bom glasoval za predlog proračuna. Hvala za besedo, gospa županja. Pozdrav vsem prisotnim. Gospod Vencel, lahko pregledate vse magnetograme, kaj so tukaj na občini. Nikdar, nikjer nisem rekel, da sem proti projektom, proti asfaltiranju ceste, stara cesta, Desnjak, in upam, da bo tudi to narejeno. In prosim, da ne širite krive vere. Nikjer, nikdar nisem rekel, da sem proti projektom, ampak proti zadolževanju, naj se denar na drugem mestu poišče. In zato vas še enkrat prosim, gospod podžupan, da pregledate in se opravičite za to. Hvala. Hvala lepa. Je replika na repliko? Je. Jaz nisem rekel, da ste proti, ali da si proti projektom, oziroma proti stari cesti. Jaz sem rekel, da si po seji pristopil k predsedniku krajevne skupnosti Stara cesta in mu dejal, da se naj ne sekira za staro cesto, ki jo boste zgradili vi. Oni, vi. Zdaj, kdo ste vi, jaz ne vem to. Gospod podžupan, jaz nisem nikdar rekel, da bo na volitvah dalje kandidiral in tudi ne me reči, kdo bo delal dalje, oprostite, ne. In tudi ni noben amadma, ka bi se ta cesta ven vzela. Dobro, hvala lepa. Jaz bi imel najprej eno proceduralno. Kot veste, če gledate, kaj državni zbor, replike na repliko ni. Nikoli ni nikdar. No, ampak nema veze. Moramo se nekih stvari tudi držati, da bomo lahko delali. Drugače se delamo neke čudne vode. Naslednje pa je to. Občani so nam verjetno hvaležni, da smo prvi predlog proračuna zavrnili, kakšen je bil, ker smo 1 100 000 prišparali. Naenkrat se je 1 100 000 pojavilo manj zadolžitve. Županja, lahko se smejete, kako se čete. No, mislim, samo se smejete. Nekako rečejo tisti, kdo se najzadnje smeje, se ne še smeje, ne, pravijo. Sedaj je tak pregovor, ne. In jaz, gledajte, tako so že moji predhodniki rekli, Branko, mi nismo proti projektom, samo najdemo rezerve, da se ne bomo zadolževali. Kot veste, Slovenska demokratska stranka leta 2012 je prišparala 440 milijonov na leto. Zdaj, kaj se dogaja, je povedal že podžupan. In jaz tudi nimam mandata, niti Slovenske demokratske stranke, niti svojega, da podprem proračun za zadolževanje. In mogoče bodo mi vsi tisti, ki tam sedijo, še v prihodnosti, ki bomo z tistega denarja, ki bo stal v rezervi, mogoče dosti več naredili, kot bi danes. Toliko bom rekel več in bom glasoval proti predlogu proračuna. Hvala lepa. Podloh, veste kaj, jaz bi bila zelo vesela, ne, če bi enkrat bile konstruktivne razprave tudi na seji občinskega sveta, pa bi vi prišli z predlogom, kje so pa tiste bajne rezerve, ne? In dokaz za to, kako nekdo želi varčevati, je danes umaknjen predlog pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev. Saj se, glede na to, da ste predlagali zniževanje stroškov uprave, smo znižali stroške uprave in pa stroške za vaše sejnine. To so predlagali nekateri svetniki, če se varčuje v upravi, se naj varčuje tudi z sejninami in pa z plačami oziroma z delovanjem političnih strank, ampak danes je ta pravilnik umaknjen.
ki pa je posledica proračuna. In jaz bi res rada danes slišala, kje so te bajne rezerve. Pa ne mislite, da smo toliko privarčevali, ker nimamo magične palice, to bi jaz rada čisto po kmečkem povedala. Nekatere projekte smo mogli prenesti v letu 2015. Pa si ne mislite, ko smo mi zdaj našli 1 milijon evrov rezerve, to pa da me kasneje gospa vodja financ ali pa lahko takoj pojasni, kje smo mi zdaj tu naredili novi predlog za to, ko bi pač za manj procentov zadolžili občino Ljutomer. Me pa res zanima, ali imajo tiste, ki so sedeli v prejšnji sestavi občinskega sveta, moralno pravico polemizirate v zadolževanju občine Ljutomer. Namreč mi predlagamo 1 milijon 190 tisoč evrov kreditov, prej smo predlagali 2 milijona 100. Pa naj še enkrat povdarim, športna dvorana v Ljutomeru je zelo dober projekt, ampak je predrag. In tisti, kjer je v prejšnjem mandate dvignil roko za projekt 6 milijonov 400, od tega 2 milijona evrov obresti, me zanima, če ima tisti moralno pravico, da še sploh kaj reče. Mi pa predlagamo kredit 1 milijon 190 tisoč, dobimo pa 1 milijon pa pol nepovratnih sredstev. Zdaj pa meni povete, ali bi v gospodarstvu nekdo tako ravnal ali ne. Izvolite, gospod Klemenčič pa gospod Grantaša. Hvala lepa za... Se opravičujem. Hvala lepa za besedo, gospa županja. Ne mislim se spuščati na nivo gospoda Vencla glede obrekovanja pa vsega tega. Preverili bomo, ali je to res ali ne. Zanima me pa eno. Kako on naprej ve, kak nas nemu odprli predloga proračuna? Kako on to ve? A je vse ved? Samo ka ne da potlam na konci drugače. Upam, da se opravičijo. Ker sem pa že pri besedi, pa mi dovolite, da bi povedal sledeče. Gospa županja, spoštovani občani, občanke, ki ste v dobri veri sodelovali na predstavitvah proračuna. Današnji podatki, ki jih imamo, žal kažejo, da se je vas in nas doslej nekorektno zavajalo. In vse to z namenom, da se z javnim pritiskom občino na hitro zadolži, se pridobi svež denar, ki bi lahko poniknil Bog ve kam. Poglejmo, kako se je tako imenovano ljudstvo v narekovajih zavajalo na zborih občanov. Vprašalo se je, kaj bi kdo želel, kaj se kje potrebuje in potem bi se vso lahko... Prosim. Ja, lahko v miri preštijem. Lahko si želeno občino zadolži. Nisem nikomor povedala, da občina nima podatkov o zaključnem računu. Prikazovali so se viri, za katere se je že v januarju oziroma v decembru vedelo, da niso odobreni. Udeležba občine je bila marsikje precenjena. Upoštevale so se projektne cene in netržne cene in ne, kar je zavajalo se je vso slovensko javnost, da je potrebno ustaviti plačila delavcem na kraku C, če ne bo proračuna državni denar, pa je bil ves čas na računu občina. To je zelo nizkotno. Zakaj? To ve gospa županja. Seveda bo sedaj vse to zanikala, to sem trdno prepričani, vendar podatki in zapisi to potrjujejo. Namen je bil očiten.
vznemiriti ljudi proti svetnikom, poudarjam proti svetnikom, vsaj nekaterim, in jih prikazati kot zaviralce razvoja. Sedaj, ko ni šlo po prej navedeni poti, so se naenkrat čudežno našli boljši razpisi, našli so se ostanki sredstev od lani, nekatere postavke so naenkrat lahko znižajo, seveda povprečen občan nima vpogleda v ozadje proračuna. Zato pa smo tukaj svetniki, ki se moramo poglobiti in tudi javnost obvestiti o ozadjih. Izkazalo se je, da smo imeli prav županja in dragi ravnatelji in predstojniki zavodov, prosim za opravičilo za vse žalitve, obtožbe zadnjih dni. Moram pa poudariti, da kljub temu, kako gospod Vencelj hvali, da je bilo na teh zborih zelo malo prisotnih tistih, ki dejansko ustvarjajo, pa morajo svojim delavcem zniževati plače, da lahko nas vse zdržujejo. Za vnaprej pa prosim, gospa županja, korektno sodelovanje, res prosim, brez zavajanja in z iskrenim namenom. Prosim, da se za drugo branje pripravi proračun, tako kot zadnja 3 leta, brez zadolževanja. Prosim za bolj natančno ocenitev investicij za zmanjšanje vseh tistih postavk, kjer se skrivajo razne svetovalne pogodbe, medijska promocija in druge neracionalnosti. Vljudno prosim, gospa županja, za dobro občanov, upoštevajte tudi mnenje finančnega odbora, ki je strokovni odbor občine, upoštevajte sklep občinskega sveta, ki smo ga sprejeli, pa se potrudite, prosim lepo, zmanjšajte apetite po zadolževanju in pripravite proračun, ki bo resnično dober in ne le za leto, ampak tudi za leta naprej. Hvala lepa. Spoštovana gospa županja, svetnica, svetniki in pa vsi prisotni na čelu z svetniki krajevnih skupnosti, ki ste bili povabljeni na današnjo sejo. Sicer naš poslovnik točno piše, koga se ne vabi na sejo občinskega sveta in med temi pač ni svetnikov krajevne skupnosti, pa prav, da ste tu, seje so javne in prav, da ste čuli, za kaj se gre. Dobro, ko ste tu. Glejte, proračun sem vesel, da sem ga prvega takrat nisem potrdil, ker smo zdaj z drugim zadolžili naše občane vsakšega za 100 evrov manj. Druga stvar pa je, ne bom glasoval proti temu proračunu, ker je boljši, kot je bil v prvi verziji. Ne vem pa, če bom zdaj glasoval za njega, ker so tudi, naprimer, če gremo gledati, ki je gospa županja rekla za varčevanje, potem je malo čudno, da je pri krajevnih skupnostih so indeksi za sejnine, ki so tudi član krajevne skupnosti, najnižji indeks je 161 pa do 320%. Gospodje svetniki, lahko si pogledate to vsi, naprimer za našo krajevno skupnost. Lansko leto 13 smo imeli porabe za sejnine 736 evrov, planirano za leto 2014 pa 2000 evrov. Zakaj? Ne vem. Če je to varčevanje, ne vem. Hvala lepa toliko za zdaj, pravim pa proti temu proračuni ne bom glasoval, ker je boljši, kot je bil predhodni. Hvala lepa. Ja, glede sejnin, planiranih sejnin po krajevnih skupnostih, je potrebno povedati, da je to povezano res z realizacijo proračuna. Sedaj imam priložnost, da popravim gospoda Klemenčiča,
prej je rekel, da ni bilo zaključnega računa. Moram povedati, da še se zaključni račun vedno pripravlja, da je zakonski rok za oddajo zaključnega računa na AJPES 28.12. oziroma zadnji dan 28.2. zadnji dan v mesecu februarju, in ko je bila prejšnja seja občinskega sveta, je bila ocena realizacije, sedaj piše realizacija, še vedno ne piše zaključni račun, ker ne vem, večkrat je bilo že povedano, vendar se nekako pozablja, da se ob zaključevanju proračunskega leta seveda določene stvari še usklajujejo, pravilno poknjižujejo in tako naprej. Zato o zaključnem računu mi ne govorimo prej, dokler ne zaključimo in oddamo podpisanih računovodskih izkazov na AJPES. Toliko o tem. Glede sejnin za krajevne skupnosti pa bi rada povedala, da smo pri krajevnih skupnostih spreminjali zneske samo pri rudarski renti. To niso tako veliki zneski, da bi lahko ogromno privarčevali. Glede števila sej svetov krajevnih skupnosti tudi ne dobimo točnega števila in v tej smeri smo pustili plan na leto 2013 in nismo spreminjali teh sredstev. Glede tega, kako zavajamo občinski svet, pa bi rada povedala, da plan je eno, realizacija je drugo in krajevne skupnosti vedno, ko imajo sejo, dajo podatke na občino, se naredi obračun sejnin in točno toliko, koliko jim pripada, dobijo na račun krajevne skupnosti, ker so tudi kot neposredni proračunski uporabniki vključeni v proračun občine Ljutomer. Zato ta sredstva ostajajo, kot ostajajo tudi mogoče sredstva, kje na kateri drugi proračunski postavki, kjer je plan eno, realizacija je drugo. Vse tisto, kar se sedaj izkazuje kot manj planirano po prejšnjem predlogu, smo že pojasnili, da bomo poskušali najti postavke, kjer se lahko znižajo sredstva. Predlog imate na mizi, glede zmanjšanja zadolževanja pa bi rada povedala samo to, glede na to, da nasprotujete zadolževanju, smo morali pač dve večji investicije prenesti v večjem delu v letu 2015, s tem, da tudi glede na to, kako potekajo te obravnave proračuna, verjetno v letu 2014 ne bo možno z to dinamiko, kot je bila planirana pri investicijah, seveda delati, zato smo prenesli v letu 2015. Glede porečja Mure, kot je bilo povedano, da smo zavajali, to ni bilo zavajanje. Ko smo pripravljali proračun, smo imeli takšne podatke. Sedaj, ko smo pripravljali novi predlog proračuna, smo seveda v tem času prejeli obvestilo, da iz kohezijskega sklada ta investicija ne bo v letu 2014 financirana, zato predlagamo ta projekt na razpis razvoja regij. In seveda temu primerno smo potem finančno konstrukcijo in terminske plane prilagodili in s tem seveda razbremenili leto 2014, obremenili pa leto 2015. Gospod Filipič. Hvala za besedo, gospod Županja. Glejte, jaz bom zdaj nekaj povedal glede na izjavo gospoda podžupana, predstavite proračuna. Jaz sem vedno glasoval v vseh teh treh, kaj smo imeli glasovanja na občinskem svetu, sem bil za. Pa sem sam sebi rekel, nema smisla, grem tako, ker proračun poznam, jaz sem ga predelal. To je to, sem bil te za, pa bom danes za. Pa če da še 20 točno, pa še bom 20 krat za. Kaj se pa tiče zadolževanja, pogledajte.
Zdaj nas moti tu tam tisti neki denar, ki bi se občina zadolžila. A si vi malo gledate dnevnike, poročila pa časopise, kaj pa dela država z nami? Kakšne milijarde pufa vsaki dan gor na baše. Pa se noben ne vpraša, pa noben ne je panike nikjer. A mi pa zdaj tu kompliciramo za tisti denar. Zato, ker bi se pač sami sebi nekaj pomagali pa naredili. Petič, šestič ponavljam, kdo je izmed nas tisti, ki je imel toliko denarja, da je šel po investitor izvajalca, pa mi je rekel, to mi nabavi parcelo, načrt, zbajto mi zgradi, ključe mi daj, jaz si dam denar. Nihče. Ne moreš. To jaz ne vem, jaz ne vidim takega problema zdaj v tem. Kaj je bilo v prejšnji mandati, koliko pufa je bilo pa, kaj je naša županja našla takrat, ko je prevzela mandat. Mi pa zdaj kompliciramo čist brez veze, pa sami sebi jamo kopljamo. Projekte pa rabimo, imamo še zdaj možnost, da že te stvari nekako do neke mere rešimo, pa jih porihtamo. In nazadnje pa bi vprašal predstavnika Desusa, ki je tak glasen, odkot vam vsi ti podatki, pa vse te cifre, pa to, odkot veste, a vam to kdo z občine ven nosi, da veste vse na pamet, koliko je kaj denarja, pa pufa, pa sem, pa te, pa kdo je kaj bi dal, to me pa res zanima. Kdo vam piše tote cetni večerov oziroma delo? Hvala lepa. Izvolite naprej. Gospod Babič. Jaz bi želel, gospa predsedujoča, vas najprej opozoriti, ker kršite na vsaki seji naš poslovnik. 33. člen veleva je zelo jasno, da vsak razpravljalec lahko razprava 7 minut. 3 razprave so sedaj trajale dlje časa, spet bomo tukaj sedeli 9 ur in se pogovarjali o vsem drugem, samo ne o tistem, o čem se moramo. Prav tako bi vas rad opozoril na 40. člen, kdaj kdo krši red, se ga opomni. Vi nikoli nikogar ne opomnite, ali pa zelo redko. Še sami se smijete. To ni korektno. Prej je razpravljal eden od svetnikov, vsi drugi so se tu nekaj pogovarjali, prosim, da drugič zagotovite red. Na zadnji seji sem manjkal, ampak ko sem si pogledal zadnjo sejo, niste odigrali svoje vloge. Tukaj so se ljudje nekaj drli, bilo je več kot jasno na posnetku, za to mizo so pravila jasna in so zapisane v poslovniku. Prosim, da se jih držimo. Kot razpravo bi se rad zahvalil vsem svetnikom, ki nismo podprli proračuna. Res je, mi smo privarčevali 1 milijon evrov. Ker če bi takrat podprli vsi tisti, ki ste pravili in nas prepričevali, to je najboljši proračun, to je najboljše za vas, bili na 3 usklajevanjih s vsemi drugimi, samo ne s tistimi, ki dvignejo roke za to. Takrat danes bi imeli na glavi 2 milijona kredita. Danes vas je kar nekaj medijev tukaj. Če bi mi podprli na zadnji seji proračun, kaj bi imeli danes? 2 milijona 100 evrov kredita. Je tako? Mi nismo to podprli. Pa veste zakaj? Ker vemo, da imamo rezerve v občini. Ker vemo, da se da z manj denarja. Tudi danes vemo, da še se da z manj. In nikoli in nikdar ni nobeden od teh svetnikov rekel, da smo mi proti katerikoli investiciji. Nikoli. Smo pa proti zadolževanju in pa proti temu, da se nekaj zadolžimo vrat na nos. Tudi s tem podatkom, ki manipulirate, gospod podžupan, da je nekdo zapisal, da drugo leto se pa lahko zadolžiš. Saj ne gre za leto. Gre za to, ker je odprta finančna perspektiva. Drugo leto in vsa leta nadaljnja bomo lahko iz teh 2 milijonov oplemenitili v 4, 5, mogoče v 6. Vse to je cilj teh sredstev. Ne pa, da se zapufamo do maksimuma. Glede ostalega, kaj je zapisano v proračunu. Veseli me, kar nekaj stvari je notri. Pogrešam pa Pločnik Bioterme Mala Nedelja. Sam sem sedel na 4 usklajevanjih. Pločnika ni notri letos. Zakaj ga ni notri v takšni obliki, kot smo se takrat pogovarjali? Večkrat so se že gostje zanimali, tudi konec koncev Bioterme Mala Nedelja plačujejo turistično takso s tem namenom, da se ta denar vrne. V zdravih občinah se turistična taksa vedno vrne tam, kjer je devalvirano območje.
In prav je tako. Nisem zadovoljen, še vedno ne s tem, da pol vasi Cven nima kanalizacije, zgornje Krapje in pa spodnje Krapje. Veseli me, da je prvič zapisano v uradnem dokumentu letnica, kdaj bomo to dobili. In vas tudi bomo držali za besedo. Enkrat ste se nam že v javnem dokumentu zlagali in ste rekli v svojih novičkah, celotna krajevna skupnost bo dobila kanalizacijo. Danes vemo, da ni tako. Stanje v gospodarstvu. Zelo me žalosti, kdaj mi podžupan govori o gospodarstvu, pa nima 1 minute delovne dobe v gospodarstvu. Stanje v gospodarstvu je sila resno, gospod podžupan. Jaz tudi nimam veliko delovne dobe, imam pa je 7 let in 9 mesecev izključno v gospodarstvu. Na to sem ponosen. Sicer sem še vajenec, bi rekel nekdo, ki ima 40 let, pa vendar gledam vsak dan, kak ljudje preživijo s 550 evre. Vi tega ne veste, ki imate 1000 evrov nadomestila, plus pokojnino, plus še kaj zraven. Drugi malo težje preživijo na ulici. Tudi v Ljutomeru imamo marsikaterega nezaposlenega. In sem prepričan, da bi mu lahko kako drugače pomagali, tudi mogoče vi, če bi se enkrat svojemu nadomestilu odpovedali v korist Rdečega križa. Mogoče še samo za konec to, ker se mi izteka čas. Ne posnemajmo slabših, kot ste rekli, kaj se dogaja v državi, ne? Posnemajmo boljše. Posnemajmo boljše. Zakaj? Z preprostega razloga najlažje se zadolževati. Kaj pa bodo naši otroci? Kaj bomo rekli za 15 let? Zadolžimo se za 15 let, ne za 2 ali pa 3. Gremo v zastavljalnico z enim prstom in menjamo, ne? Težko je kredit gverovati, vsi prleki to vemo. Zato, če se že zadolžimo, se zadolžimo za pametne stvari. Pa ne bi rad spet, da zdaj gremo v prejšnje mandate, pa predprejšnje. Naš fokus naj bo naprej. Naš fokus naj bo naprej. En župan si je zamislil, to tak je delo, to tak, kdaj ste prevzeli občino, v vseh vaših brošurah, plakatih, vse posod je pisalo, ne bom se zadolževala. Zdaj pa nas tu skoraj da ne linčate na vsake seji, da moramo sprejeti in moramo se strinjati. Ja, čas je potekel. Samo zaključim razpravo. Podpiram proračun, danes se bom vzdržal, zato ker bom do naslednjič pripravil osebno kar nekaj amandmajev. Upam, da bodo uspešni in prepričan sem, da bomo do konca prišli do rešitve. Vendar moti pa me pot, po kateri ste prišli tudi do te odločitve. Usklajujte se s tistimi, s katerimi se usklajevati da, ne v športnih dvoranah, kde je bilo povabljenih 126 oseb. Kako se bomo usklajevali ob 126 oseb? 9 krajevnih skupnosti, po 7 članov, vsi javni zavodi, občinske službe, svetniki, pridemo do številke 126 oseb. Ne, nihče se ne želi za zaprtimi vrati pogovarjati. Nimam jaz s tem problemov, lahko se javno pogovarjamo. Vendar svetniki, ljudje so povedali v 3 razpravah, kaj si želijo. V 3 javnih razpravah. Hvala, se opravičujem za 1 minuto. Gospod Tihomir Babič, če ste si pozorno prebrali, kaj sem jaz pred volitvami povedala, ste si glih ni najbolj natančno, ne? Ker sem jaz zapisala, ko bom ustavila brez glavo zadolževanje. Vi ste zdaj rekli, ko se naj vzamemo kredit za pametne projekte. Jaz še vedno mislim, ko so pametne. Ker če jaz vzamem 1,1 milijon evra kredita, pa dobim 1,5 milijona nepovratnih sredstev, mislim, da je to dober kredit. Nišče ni rekel do zdaj, vedno znova smo poudarjali, da se bo kredit vzel, če bomo uspešni pri enem projektu z nepovratnimi sredstvi, sicer se ne mogo izpeljati in tako naprej. In zdaj verjamem, da boste mi rekli, to ni moja naloga, da bi jaz ugotovil, kakva je vrednost projektov. Vi ste zdaj rekli, mi smo proti zadolževanju, ampak to, kaj ste rekli, ko vas moti, ko njega kanalizacije v celoti na Cveni, spodnjo zgornje Krapje, ko njega pločnika v biotermah, pa vam jaz tako čist prek palca lahko povem, kaj je to vrednost projektov, ki se vrti okrog 2 milijona evrov. Pa če imamo teko v proračuni rezerv, vso srečo pri pisanju amandmajev. Pa pripombo. Naprej, gospod Filipič. Hvala za besedo, gospod Tanja. Enkrat je že razpravljal, gospod.
Jaz vodim sejo, prosim, razprava glede proračuna je pomembna razprava. Jaz vas prosim, ko tudi sprašujete, zato smo tu vsi prisotni iz uprave, ko stvari razčistimo, ko ne kakšnih nejasnosti. Hvala za besedo. Poglejte, če bo spet danes ta proračun spravili na kolena, da bomo dali sredstva ustanovam, od šol do društva, do vsega tega. Vemo sami sedaj, če ga danes sprejmemo, to se pravi zdaj februar, marec, april, maj, sred maja, bomo prišli na čisto vejo. 12. Torej vsi pa rabimo sredstva, če smo odkriti, ne? In spet zavidamo to zadevo, ne? Kaj se pa tiče pločnik Mala nedelja, jaz ga podpiram absolutno bioterme, kot je, ampak treba prvo odkupiti zemljišča, izmeritve narediti, projekte narediti in to je to. To pa spet ni poceni. To ne res skozi noč, tako doma, da greš na njivo z traktorom, pa vzameš tam gor pljuge, pa greš v rad, ne? To je pa to. Absolutno ga podpiram, vendar pa, če ni denarja, pa če niso papirnate stvari rešene, vemo, koliko cest imamo mi na nekih privatnih zemljiščih, pa to, ki ne moreš potem sem pa te spravljati. In to se enkrat mora začeti, ko se bo začelo, se mora začeti enkrat to delati na čisto, ne? Gospa župan, je tak, ne? Da se potem ne pride do čistega, da potem ne pride do problemov. To je pa vse povezano z denarjem. Denar pa je to in pravim, jaz tako sem že ponovno povdaril, za voljo tistega denarja, če se dolžimo, ne vem, jaz ne vidim razloga. Še vedno so vsi se plačali, pa še bomo tudi mi plačali. Tudi mi bomo državi plačali, zdaj vse tiste pufe, ki so tam gore, pa še naša deca. Če smo odkriti, bodimo odkriti, pa si nalimo čistega vina, ne? Ampak to je to, ne? Hvala lepa. Ja, najprej vsi prisotni res lepo pozdravljeni. Jaz bom takole začela. Mislim, da glede na to, da nismo potrdili dnevnega reda današnje izredne seje in da je na dnevnem redu samo ena točka, sploh nismo vredni, da dobimo svinino. Žalostno, kako lahko jemljemo denar davkoplačevalcem, pravite, kako malo imajo denarja in kako gledate te ljudi, kako trpijo in težko živijo. Vi pa ne živite s tem težko ali kaj. Vse tudi nimate te priložnosti. Najprej to, torej absolutno sem proti, da dobimo svinino, ker mislim, da s takim vedenjem in s tem, da je samo ena točka, vsaj po moje, 40 let oziroma 40 let, 35 let imam delovne dobe v javnem sektorju in moraš tudi tam krepko delati, da vam bo jasno. In moram reči, da sem užaljena, da lahko na tak način govorite o javnem sektoru. Sprašujem vas, kdo pa izšola ljudi, če ne javni sektor za gospodarstvo? Vedno sem bila za to, da je gospodarstvo tisto, ki ga moramo oživiti, ki mu moramo dati denar, ga dvigniti, kajti oni nas hranijo. Ampak ne pozabite, to je oboje stransko. Eni brez drugega ne moremo. In ne enih devati v nič, druge pa proferirati na ne vem kam. Ampak dobro, to je pač vaše mnenje. Ampak moram reči, da ste me prizadeli, toliko let delam v javnem sektoru in delam. Ne gledam v luft in ne kaplje mi kar od gori dol. Sem pa zato, žalostno pa je, da na teh sejah občinskega sveta, mlada sem, najmlajša od tukaj po stažu, niti enkrat, dragi svetniki, ki delate v gospodarstvu, od vas nisem slišala enega predloga, enkrat, da bi dali na dnevno sejo, kaj bomo naredili na področju gospodarstva, kaj imamo možnosti. Jaz kot javni sektor ne morem, ker nisem tukaj doma. Pričakovala sem pa ves čas, da boste vi, ki ste strokovnjaki, in hvala Bogu, da ste strokovnjaki na tem področju. Zakaj niste v teh letih nič konkretnega naredili? Enega pametnega, konkretnega predloga ni bilo tukaj. Ali pa sem jaz neumna in toliko nizka napram vam, da tega ne razumem. Tudi to je možno.
Potem, zelo, bom rekla, nespoštljivo je, da na prejšnji seji, če ste tisti, ki ste bili proti sprejetju predloga občinskega proračuna, bili zato proti, ker ste vedeli konkretno, da obstaja rezerva nam, ostalim, ki pa žal nimamo možnosti priti preko manipulacij do teh kanalov, niste tega povedali. To je nesramno in hinavsko. Pa ne samo do nas, tudi do občanov. Dali bi karte na mizo, rekli bi, tu je rezerva, reči zdaj, je ali ni. Niste tega povedali. Veste, po bitki so vsi generali. To je najlažja stvar. In potem še nekaj, kar me zelo moti in ves čas, kar tukaj sejamo, pa tak nič ne posejamo pametnega, malo kaj, je to. Bivši župan, ker je bil po vaši volji, je lahko delal karkoli in ste dvigovali roke za neizmerno in blazno zadolževanje. Danes, ko je na mesto občine, županja, pač gospa magistra Olga Karba, se ona dela, ne dela zase, dela za nas vse dobro. Ne verjamem, da je narejena destruktivno, da ni dobronamerna. Verjamem, da želi pomagati vsem občanom. Pa ji nastavljate pasti non-stop, ji mečete polena pod noge in tudi to, da hoče proračun in v njem, da se začnejo določeni projekti, nekako ne želite, zato ker bi se mogla za te projekte zadolžiti, ste proti proračunu. Tukaj je zdaj problem milijon, pred leti 8 milijonov ni bil problem. Še danes plačujemo in še koliko generacij bo to plačevalo. In vprašanje, veste, kdo ima pravico tako soditi, ne? To je v redu, da se zadolžimo, to pa ni v redu. Veste, za mene, če bom pogledala ta šopek, bom rekla, da ga vidim tako in tako. Gospod ga bo videl drugače in oba imamo prav. Zakaj ne delamo timsko, poslušajte, zakaj vsi skupaj nikoli ene stvari ne speljemo tako, kot to naredimo doma, kadar se gre za res? Ne, očitno se tukaj ne gre za res, očitno je tukaj res, tako kot je bilo povedano, politično kupčkanje, kdo bo koga in kar je najhuje, vsekrat pride z tiste strani, pa mislim, da ne naredi vsega županja, da je zato tudi občinska uprava, vsa čast jim, saj so v službi 8 ur na dan in delajo, vse je tema, vse je megla. Hvala lepa. Glasovala bom pa zagotovo za ta proračun. Repliciral. Sicer ne vem, če sem jaz gluh ali pa ste bili zelo glasne. Tako govorimo, tradicionalno napako delam za stavljanje. Jaz se tudi to pa nisem vedel. Jaz bi samo želel povedati to, ne. Jaz nikomor nisem rekel, niti podrazno, kdaj sodi kajkoli v gospodarstvu. Jaz samo pravi, jaz ne bom sodil v javne sektore, ker v njem ne delam in težko sodim. Niti ne vem, po kakšnih parametrih ste plačani, vem pa, kako sem jaz gospodarstvo in ostali kolegi, ki so. O tem pa težko tisti sodi, ki ni delal, se strinjava v tem pogledu, samo to sem mislil. Rad bi se še samo navezal, zakaj ni vse točke. Mi imamo pravila igre, kaj spada na izredno sejo. Če ne pa se skliče redno. Ne moramo se mi na vsaki izredni seji pogovarjati vsega. Zato je redna seja. Ni problem, skliče se redna seja in takrat se tudi lahko točke potrdijo. Ne, izredne razmere so vojna ali naravna nesreča. To, kar pa vi želite izredne razmere ustvariti z nekimi ostalimi zadevami, tisto pa je vaša zgodba. Hvala za besedo. Jaz ne želim biti žaljiv, ne. Tudi vsa čast in spoštovanje našim gospodarstvenikom in podjetnikom uspešnim, ki delujejo v Ljutomeru, res. Ampak, če gledate širše v Slovenijo, Gospodarska zbornica Slovenije je ostro nastopila proti zadolževanju države, ki ne vodi nikamor drugam kot pokrivanje socialnega miru in preživetja države. In to so gospodarstveniki ostro nastopili proti veliko davkom višjim omejitvam in pa zadolževanju države. Toliko samo. In gospod Danica, vi ste še vedno dobili plačo 10. ali 5. kdaj ste. Eni delavci, ki pa delajo ne rečem, da ne delate, ne me razumeti narobe, pa ne dobijo plače za to. Pa delajo mogoče v dosti hujših pogojih.
Tako, pa vprašajte penzionista, ki imajo 300 evrov, ali pa tako. Samo toliko in jaz ne želim, da jaz javni sektor spoštujem, ki dela v javnem sektorju, ampak je razlika. Eni dobijo vedno plačo, eni pa ne. Toliko samo in jaz želim, da se pač pogovarjamo zdaj naprej o proračunu, pa nečem drugem. Hvala lepa. Kot lahko samo razlika med občino pa med državo je to, da mi jemljemo kredit oziroma predlagamo za investicije, z katerega da je gospodarstvo živelo, država pa žal najema kredite tudi za socialne transferje. Hvala lepa. Sicer sem hotel malo do konca bolj še počakati, da bi se navezal na vse tiste, ki so komentirali direkt na mene. Pa bom prvo začel z gospodom Klemenčičem. Ne vem, zakaj bi se mu upravičil, ko je rekel, glede tega, če je mislil vsevednost, jaz nisem omenil, da ta proračun ne bo sprejet, oziroma predlog proračuna. Današnjega, če bi spremljali, sploh nisem omenil, da glede ali bo ali ne bo sprejet. To sem rekel za prejšnji, da je bilo po radiji objavljeno za prejšnji pred sejo. Tako da ne vem, kakšno opravičilo pričakujete. Potem glede gospoda Babiča, ki je rekel, da pogreša nekatere projekte po občini, tudi jaz jih pogrešam, pa marsikateri projekt bi bilo še dobro, da bi bil v proračunu. Pa žal, glede na sredstva ne morejo biti. Moramo pa gledati tudi na enakomeren razvoj občine, tako kako vsi poudarjamo, tudi enakomeren razvoj po krajevni skupnosti. Tako da je potrebno sredstva razporediti enakomerno po občin, kolikor se seveda da. Glede tega, da nimam minute dela v gospodarstvu, preden sem delal v javnem sektorju, sem delal v gospodarstvu. Pa tako, kot je Danica rekla, tudi v javnem sektorju treba delati. In status sem si priboril sam, si svojem delu, tako v gospodarstvu, kakor v javnem sektorju. In nič mi ni bilo podarjeno, najmanj pa z tvoje strani. Tako da tu ni glih to izvajanje na pravem mestu. Glede gospoda Laha pa Danica sigurno je v redu, da dobi vsaki mesec, tudi je bi bilo prav, da bi tudi gospodarstvo pa vse posod dobili vsaki mesec, kar je po zakonodaji tudi določeno, da bi mogli dobiti, pa tudi ti dobiš vsaki mesec, tako da to ponašati ljudem ni prav. Hvala lepa. Prosim. Vseeno bi se mogla oglasiti glede tega, kar ste rekli, gospod Lah, o tem, kako ste vi, sem občutek prav bolezensko, naperjeni proti temu zadolževanju občine. Glejte, jaz vseeno mislim, da je bolje, kadar se eno podjetje znajde na robu likvidnosti in nima denarja, ima pa dobro vizijo, dober kader, dober kapital. Največji kapital je prav v ljudeh. Da se takemu vendarle da možnost, da se zadolži in da bo rešil firmo in tudi delovna mesta. Seveda ne v nedogled, tako kot to delamo z našimi bankami. Tam ni problem, za tisto ste. To, pa da bi občina milijon kredita vzela, mislim, za to pa ne, pa halo, ne razumem. Oprostite, ampak te logike jaz z mojo pametjo ne razumem. Hvala lepa. Hvala za besedo in tudi z moje strani en lep pozdrav. Navezal bi se na gospoda Tihomirja Babiča, pa mogoče prosil to, kar se meni že sicer parkrat razložilo, ampak bi želel, da še se razloži še enkrat vsem skupaj, pa tudi še vsem medijem, zakaj je v bistvu v tem proračunu za cirka 1 milijon evrov manj zadolževanja kot v prejšnjem. Hvala. Kot sem že prej povedala, smo zaradi problemov pri spremenju proračuna, pri 2 investicijah spremenili terminski plan.
oziroma pri investiciji oziroma projektu odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure se sedaj planira prijaviti na razpis razvoja regij in seveda glede na to, da se obdobje konča v letu 2015, planiramo, da bomo pridobljena sredstva dobili nekje v drugi polovici leta 2014 in seveda bodo gradbena dela zapadala v izplačilo konec leta 2014 in v letu 2015. Zato se je finančna konstrukcija spremenila. Glede na to, ko sem pa že prej povedala, da je bilo pisno sporočeno na občino, da projekt ni dobil podpore oziroma niso bila odobrena nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada, so se črtali tako prihodki iz kohezijskega sklada v višini cirka 1,5 milijona evrov v letu 2014 in 379 tisoč evrov iz sredstev državnega proračuna, to je delež Republike Slovenije pri kohezijskih sredstvih na novo, pa se je potem planiralo sredstva iz strukturnih skladov, to pomeni iz razvoja regije, vendar so se ta nepovratna sredstva delila na leto 2014 in leto 2015. Eden izmed razlogov za manjše zadolževanje pa je seveda tudi prenos večjega dela izgradnje na investicije, rekonstrukcija ceste na Juršovki, to pomeni Kidričevo naselje, kjer smo nekako sedaj na ta potek sprejemanja proračuna ocenili, da bo proti koncu leta komaj bodo končana dela rekonstrukcija, kanalizacija in vodovoda in potem se bo seveda obnova ceste v večjem delu izvajala v letu 2015, zato smo tudi preselili to investicijo v večjem delu v letu 2015. Seveda, kot sem že prej povedala, pa smo skozi proračun prihranili tudi nekaj sredstev na tekočih odhodkih in tekočih transferjih. Glede na realizacijo oziroma nove preračune smo zmanjšali določene proračunske postavke, kolikor se je le dalo, tako da upamo, da ne bo problema pri izvrševanju proračuna. Kot sem pa že neštetokrat povedala, je proračun živa materija, ki se spreminja iz dneva v dan, zato pa tudi je po zakonu in našem odloku predvideno prerasporejanje proračunskih sredstev, proračunska rezervacija in tako naprej, saj v detajle ne moremo tudi mi znati, kako se bo vse izteklo. Tu bi še pa rada enkrat povedala, tudi glede prihodkov. Vse so plani na prihodkovni strani in odhodkovni strani in seveda, če sedaj pogledamo v tem predlogu realizacijo, prej smo imeli sprejeti proračun in oceno realizacije, sedaj je realizacija, so tudi indeksi nekoliko drugačni, vendar bi še rada nekaj dodala. V posebnem delu, to pomeni na odhodkovni strani proračuna, je točno v posebnem delu pri vsaki proračunski postavki zapisano znesek in zakaj se sredstva porabljajo. Tako da nič ni na pamet planirano, vendar zdaj celega proračuna enostavno ne morem iti razlagati. Gospod Kardoš. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v moje imeno. Danes se pri tej točki oglašam predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da obrazložim svoj glas. Bom glasoval za predlog proračuna. Mislim, da nima smisla ponavljati vseh dejstev, ki so bila danes pozitivnih dejstev,
ki so bile danes in pa v preteklosti že povedana, se pravi, da je proračun uravnotežen, da je razvojno naravnan. Predvsem se mi zdi pomembno, da je več ali manj usklajen z vsemi porami življenja na področju občine Ljutomer in tako od porabnikov proračunskih sredstev, tako tudi do dela tistih, ki odločamo v proračunu, namreč prej je bilo povedano, da tisti, ki odločajo, niso bili vključeni. Jaz bi tukaj spomnil samo, da smo imeli vseh sestankov, na katere smo bili vabljeni tudi svetniki, ki odločamo, sigurno čez 20. Točne številke ne bi znal povedati. Sam sem bil bar na polovici teh zadev in mi je verjetno zelo težko kdo očitati, da ne poznam želja tako zavodov, tako krajevnih skupnosti in posredno občanov, kakor tudi vseh ostalih strani, ki so zainteresirane za proračun. Tukaj bi lahko povedal, da me preseneča, da na tem zadnjem usklajevanju, ki smo ga imeli, se pravi takoj po preteku 15-dnevnega reda, ki ga je sama skupina svetnikov določila za pripravo proračuna, se pravi pred iztekom roka, ko smo želeli oblikovati končni predlog proračuna za današnjo sejo, skupina svetnikov ni želela priti na to usklajevanje. Jaz ne bom ocenjeval ali upravičeno, neupravičeno. Mene je zelo zmotilo dejstvo, da je bila ena od razlag, da sicer neuradnih, da Šic ni primeren prostor za usklajevanje in danes tukaj bi bilo povedano, da ni primerno, če je prisotnih čez 100 ljudi. Jaz sicer ne vem, kdo bi se pa lahko bal števila ljudi. Če bi se tam vsi skupaj seli in jaz sem pričakoval, da se bomo sedli in vsi povedali svoje mnenje, svoje želje in da bomo spilili končni predlog, ki bo po volji tako enih kot drugih, oziroma najslabšem ali pa najboljšem primeru kompromis vseh teh želja, kar na koncu koncev tudi mora enkrat se zgoditi in bo moralo priti. Istočasno pa je ta skupina, ki odloča, to je danes bilo zelo tako povedano, ki odloča, ali pa je mogoče tudi kdo med njimi, ki je samo orodje za odločanje, se pa odloča kje drugje, sklicala usklajevalni sestanek po preteku tega roka za zaprtimi vrati, na katerega sicer uradno, koliko jaz vem, županja ni bila povabljena, ampak je bila povabljena preko javnega pisma, nekaj podobnega, takšno informacijo sem dobil, objavljenega na prelekiji.on.net, pa mogoče še na kakšen drugi način. Jaz sam kot svetnik, se pravi tudi tisti, ki odločam na to usklajevanje, nažalost nisem bil povabljen, kar pomeni, da očitno moje mnenje nič ne šteje oziroma ni zaželjeno. Drugi razlog, zakaj se danes oglašam, je želja, da obrnem tok današnje razprave. 1 uro pa 15 minut sedimo v tej sobi in je o samem proračunu oziroma o vsebini proračuna bilo zelo malo govora. Večina razprav se je nanašala na opravičevanje, zakaj v preteklosti oziroma prejšnji predlogi proračuna niso bili izglasovani, se pravi opravičevanje tistih, ki so bili proti in pa valjenje krivde na pripravljavca proračuna. Mislim, da je to brez smisla danes početi, dajmo, pa to je moj apel za vse, ne vem, če imate danes tudi naprej že odločitev sprejeto ali ne, če ne, res apeliram na vse, da se dajmo pogovarjati o vsebini proračuna, iščemo rešitve, tudi najbolj neumne predloge dajmo predelati, če je treba sestaviti takšen predlog tega prvega branja, ki bo potem v drugem branju, seveda z morebitnimi amandmaji, tudi čim prej potrjen, da se izognemo vsem tem, pa zdaj ne bom govoril, če je izseljevanje ali ni izseljevanje, moje mnenje, da ne, problemom, ki ga imamo okrog sistema C. Sam vem, da smo že razveljavili zaradi nesprejetega proračuna en razpis in sicer za izgradnjo kanalizacije in pa tej zadev na Jurševke, da bi se izognili vsemu, da bi se izognili vsem tem negativnim odzivom, ki se pojavljajo v našem okolju in tudi izven občine Ljutomer,
Dajmo to preseči in končno sprejeti proračun, ki bo po meri, po željah vseh, se pravi, tako krajevne skupnosti, posredno občanov, nas, političnih strank in tako naprej. Pa naj me ne zameri zelo, če sem se koga direktno dotaknil. Hvala lepa. Janez, samo ti moram nekaj povedati. Jaz se nisem opravičoval za nič. Sem rekel, ko sem zadovoljen, ko se ni sprejel prvega proračuna in pa konkretno sem povedal, zakaj ne glasujemo za tega, ker če eni porabijo v enem letu 730 evrov, pa jim v naslednjem letu predlagajo 2000 evrov ali pa 620 evrov, pa potli 2 jurija, je to nesmisel, trošenje denarja, pa zavajanje ljudi, pa deva je pa nas nekaj. Pa ni praviti, ko ni še o tem ne razpravlja. Hvala lepa. Gospod Štefanet. Hvala za besedo, županja. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem svetnikov in svetnici, predstavnikov krajevnih skupnosti ter članov srednje sile. Nekako zadnje čase spremljam, da so naše seje postale prava atrakcija, kar je tudi dobro malo adrenalina, da zadeva poteka. To je čisto vredo v enem športnem duhu, da se malo krv požene. To je osebno moje mnenje. Sicer me malo zmote, zakaj je sicer zdaj pri tem zadnjem proračunu vpeto toliko ljudi, zakaj niso že bili pri prvem, pa drugem, pri tretjem proračunu nekako tudi uslišane želje vseh teh ljudi, kaj je zdaj trenutno tako po ene strani hvali, pa ne vem, ampak pustimo zdaj to na strani. Glede proračuna, ne? Proračun je najbolj pomemben akt oziroma dokument, ki ga občinski svet sprejme v tekečem letu. Mislim, da se to vsi strinjamo. Vse jaz mislim tako, ne? Zdaj roko na srce, ni lahko tudi gospod Angela rekla, da smo predstavili določene projekte za leto dni, ampak dejansko smo zdaj milijon manj zadolženi, če jaz tako razumem, v tem trenutku. In mislim, da to je en mali uspeh tisti ljudi, ki smo proti glasovali. En mali uspeh. In čeprav so nas imeli po medijih, pa ne vem, tudi zaprti vrati, da smo debili, pa ne vem kaj še vse, ampak pustimo zdaj to. En mali uspeh pa itak je, no. Kaj gut je? Ker vsi smo za projekte, vsi, ampak za realne projekte. Eno so želje, eno pa je denar. Tudi jaz sem bil žaljen kot športnik in tudi marsikateri športni delavec, ko je občina vrnila 300 000 evrov sredstev za izgradnjo športnega centra. Pa smo kaj rekli? Nič. Občinski svet se je tako odločil in smo spoštovali voljo. Ni bilo nobenega pomaliziranja, ne po medijih, pa nigde. Zadeva je šla skozi. Pa bi zdaj prepričan sem, tudi prav prišlo tista zadeva. Pa smo rekli, v redu, okej, ne bo šlo skozi, fertik. To je to. Zato, županja, apeliram na vas, da v tej 15 dnevi, koliko imamo pač na razpolago javne razprave, naredimo neki, ne vem, pameten predlog, ker marsikateri, sami veste, marsikateri, ne vem, projekt je tudi malo napihnjen, projektantko. To bodimo si realni. Dobro, to je vaše mnenje. Jaz mislim, da je, ampak ne? To je to. Naredim en pameten predlog, da ne bomo občino paznili zadolževanje in bomo nekako na koncu mandata, ne vem, z dvignjenimi glavami zaključili to našo leto. Hvala. Še kdo želi? Izvolite, gospod Bogdan. Hvala, gospod županja. Še pred 15 dnevi je županja prisegala, pa tudi nekateri ravnatelji javnih zavodov, da imamo pred sabo najboljši možen predlog proračuna, ki je strokovno utemeljen in tako naprej. Če bi takrat svetniki verjeli tej silni propagandi, ki jo je zganjala županja, bi danes imeli občino zadolženo do konca za naslednjih 8 let. To ne vem, če bi bilo pošteno do naših otrok. Danes imamo pred sabo nov proračun, kjer je za 1 milijon manj kredita. Hvala. Danes imamo pred sabo nov proračun, kjer je za 1 milijon manj kredita in ključne investicije so še zmeraj v proračunu. Kjer je sedaj ta strokovnost, naj mi stroka odgovori, je bil prejšnji predlog strokoven ali je sedaj ta strokoven.
Ali je bilo prav, da se proračun predlaga brez znanih podatkov zaključnega računa? Je bilo prav, da se proračun predlaga računajoč na razpise, za katere se je vedelo, da smo dobili negativen odgovor? Sprašujem se, prav je, da se tudi sprašate vi prisotni in tudi občani, ki nas boste gledali na televiziji. Sprašujem se, kako naj sedaj verjamem županji in njenim strokovnim službam, da je sedaj ta proračun tisti najboljši. Kaj pa verjamemo, da v njem res ni nič več nobenih rezerv. S vso legitimnostjo vas sprašujem potem, ko smo lahko vsi videli, kako se je v 10 dneh čudežno našel dodaten milijon, ali sedaj zahtevate kredit 1,2 milijona. Res je ta nujen? Spomnim se tudi besed županje skozi mandat. Bilo je tudi objavljen en članek oziroma ena reportaža, mislim, da na Pomurcu, kako je vedno, kako je rekla, da je proti zadolževanju in kako je nas preprečevala, da je občina prezadolžena, da je zato v katastrofalnem stanju. Vsi smo ji takrat verjeli, kako pa naj verjamem sedaj, ko se govori ravno nasprotno. Prepričan sem, da tudi sedaj predlagano zadolževanje ni potrebno. Županjo pozivam, da se do drugega branja vendarle zresni, opravi delo, za katerega je plačana, in naredi to, kar je dobro in ne slabo za občino. To je, da upošteva sklepe odbora za finance, naj zmanjša in ukine vse nepotrebne postavke, še enkrat naj pregleda predračunske vrednosti investicij, ne gospod Zrinski, predvsem pa pregleda vse možnosti pridobitve dodatnih virov, ne le, kar je najlažje, predlaga zadolževanje. Pozivam vas, županja, da se začnete zavedati, da odgovor v krizi niso novi krediti, ampak racionalno obnašanje tudi do javnega sektorja. Ni prav, da se to zahteva le od občanov in gospodarstva. Za dobrega gospodarja kredit ni prva, ampak zadnja izbira financiranja. Čeprav je zdaj čas, da se v javnem sektorju začne gospodariti dobro in seveda po podjetniških načelih. Županja, prosim vas, da v dobro občanov to upoštevate in v naslednjih dnevih vse toliko, koliko ste se ukvarjali s preprečevanjem, da je kredit najboljša izbira, ukvarjate s tem, kako se da brez kredita, tako kot je občinski svet tudi sprejel sklep in se izvedejo investicije, ki si jih vsi želimo, ki so potrebne in proti katerem ni nobeden od nas tukaj prisotnih svetnikov. Vse, kar je to, želim, da se izvedejo racionalno, optimalno in tudi dejansko učinkovito. In vljudno vas prosim, in novinarje, tu pred sabo imam dopis z strani finančnega ministrstva, datumiran z 17.2., kjer jasno veleva, da je to zadrževanje plačila izvajalcem bilo neupravičeno. Hvala. Tu se seveda kot strokovna služba vseeno moram oglasiti. Prav smešno se mi zdi vprašanje, kako se lahko pripravlja proračun brez zaključnega računa prejšnjega leta. Ne vem, škoda, res škoda, da že 4. leto sedite v občinskem svetu in da še se vedno niste zapomnili, katere kolone oziroma kaj mora biti pri predlogu proračuna in kdaj se mora proračun sprejeti. Proračun se mora sprejeti po zakonu pred začetkom proračunskega leta. Drugače se mora sprejeti začasno financiranje, kot ga imamo mi sprejetega sedaj. Za prve 3 mesece županja sprejme ta sklep, za druge 3 mesece občinski svet, naprej pa tak v zakonu ni določeno, oziroma potem do konca leta za vsake 3 mesece občinski svet. Poglejte, točno v zakonu piše, katere postavke oziroma katere kolone morajo biti pri predlogu proračuna podane. Proračun bi moral biti sprejeti lansko leto in v zakonu piše tako. Realizacija preteklega leta, to pomeni realizacija leta 2012. Ocena realizacije tekočega leta, to pomeni ocena realizacije leta 2013.
Lepo vas prosim, naj mi kdo pojasni, kako bi mi, ko smo začeli pripravljati septembra, oktobra, delali proračun in ga dali v prvo obravnavo, imeli realizacijo oziroma zaključni račun leta 2014. To je pa sedaj že malo smešno. No, da zaključim to, ocena realizacije tekočega leta, to pomeni leta 2014, in plan za naslednje leto, to pomeni leto 2014. Zato tega enostavno več ne razumem, zakaj se okrog tega toliko govori, če je pa v zakonu jasno to zapisano. Glede zadolževanja pa bi rada povedala še nekaj. Ne samo enkrat, pri vsaki razpravi oziroma na vsakem občinskem svetu, kjer se je obravnaval predlog proračuna, je bilo povedano, da je to plan, da to pomeni največ za toliko, ker smo morali uravnotežiti proračun. Prav smešna so ta izvajanja, da če mi ne bi v letu 2014 izvajali investicije, odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Mure, da bi se potem za to investicijo zadolžili. Ja, kdo za Boga milega pa bi nam dal soglasje na Ministrstvu za finance? Pa mi moramo pred zadolževanjem si pridobiti, najprej si moramo pridobiti, kot sem že povedala, ne samo enkrat, predhodno soglasje, potem pa končno soglasje, kjer morajo biti vsi dokumenti, ves terminski plan, vsi viri financiranja priloženi, jasno zapisani. In glejte, strinjam se, popolnoma se strinjam z vami, da zadolževanje, da je to najslabša varianta. To tudi jaz trdim, ampak poglejte, saj mi zdaj ne moremo reči, mogoče pa bo kakšen razpis tekom leta in za tiste investicije, kjer sedaj planiramo zadolževanje, če bomo imeli, ker jih imamo v proračunu in če bomo jih lahko prijavili na kakšen razpis za nepovratna sredstva, a mislite, da smo tako nestrokovni, da tega ne bomo naredili? Mi bomo se prijavili na razpis, ampak mi danes ne vemo, kakšni razpisi bodo. Če pa nimamo investicij v proračunu, potem pa se ne moremo prijaviti nikamor. In glejte, tudi kot sem povedala za obnovo oziroma rekonstrukcijo ceste na Juršovki, ja, če bodo se terminski plani vodovoda in kanalizacije tako zavlekli, da v letu 2000, tudi če bi imeli potrjeni tisti prejšnji predlog proračuna, da se v letu 2014 ta investicija ne bi izvajala, ja, zakaj bi se potem zadolžili? Saj pa mi ne moremo sredstva držati na proračunu, nam to ni interes in plačevati obresti. Mi se zadolžimo takrat, ko vidimo, da bo investicija šla realno v izvedbo in da je potrebno zagotoviti finančne vire. Toliko z moje strani. Hvala, gospod Kovčič. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Torej, jaz mislim, da je občinska uprava zato tudi, da občinskim svetnikom, občinski svetnici in pa vsej javnosti razloži kak in kaj. In nismo mi tisti, ki vam naj nekaj razlagamo. To je eno. Kak pridemo mi do informacij? Na svetovnem spletu so informacije ministrstev za lokalno samoupravo, za finance. Konkretno zdaj je ravno kolega Bogdan dal informacijo, ki je bila na spletnih straneh Ministrstva za finance. Na spletnih straneh torej Državne revizijske komisije so tudi spoštovana svetnica in svetniki in vsi ostali odločbe te komisije, ki nalagajo občini Ljutomer plačilo kazni oziroma stroškov v znesku 35 000 evrov zaradi, pazite, nepravilnih postopkov javnega naročanja. 35 000 evrov. To so podatki, ki so na spletnih straneh te komisije. In zdaj pa mi vi razložite, zakaj je občina potem morala plačati te stroške. Zaradi nepravilnih postopkov javnega naročanja piše v izreku teh odločb ali sodb. Hvala. Gospod Janez, prosim, če lahko pojasnite vprašanje gospodu Kovčiču.
glede na problematiko Državne komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, lahko rečem v tej fazi samo to, da postopek oddaje javnega naročila za tako imenovani sklop 2 objekti za pripravo vode še ni zaključen, zato v tej zvezi natančnejših informacij ne moram dajati, sta pa zahtevek za revizijo vložila 2 ponudnika, kajti 2 ponudnika sta oddala ponudbi. Enkrat je bilo ugodeno ponudniku SGP Pomgrad DD, enkrat pa ponudniku MPP Jedinstvo iz Srbije. Postopek še ni zaključen, v skladu z veljavno zakonodajo, pa kolikor Državna revizijska komisija vlagatelju zahtevka za revizijo ugodi, naloži naročniku plačilo oziroma povračilo plačane takse. Ta taksa se v tem primeru nanaša na občino Ljutomer, ker je občina Ljutomer naročnik, se razdeli med vse sodelujoče občine sistema C, od katere znaša strošek občine Ljutomer 28,30%. Postopek še pa ni zaključen, tako da o vsebini revizijskih zahtevkov težko govorim. Hvala lepa. Hvala za besedo, gospa županja. Še enkrat lep pozdrav vsem prisotnim medijem, gostom pa vsem ostalim. Zanimivo je bilo danes rečeno, izredno stanje je v Ljutomeru. Potem pomeni, da je cela severovzhodna Slovenija v izrednem stanju. V Mariboru so zavrnili proračun, v Beltinci so zavrnili, v Murski Soboti so prvič zavrnili, da še ne govorim kateri drugi, ampak vedete, kaj je vse povsod zanimivo? Zavrnili so zaradi zadolževanja. To je zanimivo, ne? Tako mislim, da tudi v Ljutomeru ni izredno stanje, ampak je normalno stanje in se tudi moramo pogovoriti, da bo proračun tako, kot mora biti in da do vse investicije speljane. Še enkrat bi rad opozoril tukaj. Svetniki, ki smo glasovali proti proračunu, nismo glasovali proti projektu. In to je zelo krivično do nas. Prej je bilo omenjeno za staro cesto, glede ceste. Jaz vem, dobro vemo, pa tudi lahko kolegi povejo, mi imamo tudi 42 let staro cesto in normalno, da ne moramo biti proti njihovi cesti, ker upamo, da je naslednja naša na vrsti. Vemo, kaj je 42 let stara cesta. Ampak tudi včasih pa se ne moremo strinjati, da se nekje že tretjič popravlja kanalizacija, nekateri pa še nimajo, ne? Ampak je mogoče to res zanimivo, ko imamo srečo, da je nimamo, saj potem je ni potrebno popravljati, ne? Tako res še enkrat prosim, da ne črnite nas, svetnike, ki smo glasovali proti. Se opravičujem, se je skopilo. Mi smo v zadnjih 3 letih podprli proračune, ampak kaj lahko svetniki naredimo na to, da je v zadnjih 2 letih bil proračun realiziran 60%. Ali smo to mi krivi? Mislim, da ne. Poglejte, mi vseeno smo svetniki z krajevne skupnosti Cven, je sedaj vem padlo Spodnjo Krapnje, Gornjo Krapje, Stari Cven, ulica na Cvenu. Bilo je rečeno do konca, da bodo cela KS Cven. In še enkrat bom opozoril, tukaj vsi smo soglasno sprejeli, kdaj se šlo za kanalizacijo Krištanci, Šalinci, Grlava. Vsi svetniki soglasno smo sprejeli. Kdaj se je šlo za dodatno v kanalizacijo Babinci, tisto, kaj se je šlo, 56 000 evrov. Po telefoni so nas klicali, vsi smo potrdili, vsi. S 56 000 evrov se je klicalo po telefonu. Moram pa res reči, so pa bile določene stvari, ki niso šle skozi, kar mene tudi srce boli. Kot je rekel kolega Robi Štefanec, športno-rekreacijski center. Nekateri svetniki tudi niso glasovali za zadružni dom na Cvenu, ne? Kar je tudi zanimivo. Meni večkrat se očita socialni demokrati. Socialni demokrat sem se najbolj boril, ko je verouk, pa je tam nareta počilnica za verouk. Tisti, ki pa bi moral dvigniti roko, ko se je dom obnovil in da bodo imeli otroci tam noter, pa glasoval proti. Zato še enkrat prosim, ne nas krivite po krivičnem, borimo se za dobre projekte, ampak tudi želimo čim nižjo zadolžitev. Na koncu bom samo dodal to. Nažalost je en naš svetnik bolan,
ostala dva svetnika bomo glasovala po svoji volji, pa po svoji vesti. Jaz se bom osebno zdržal, kar pa ne pomeni, da ne bomo dali amandmajev in če ne bo proračun, je vprašanje, kako bo pri drugem branju. Hvala lepa. Ja, jaz bi vseeno rada povedala nekaj, gospod Smodiš, ne. Zanimivo, kot poslanec na ravni države ste za zadolževanje, abnormno. Mislim, zdaj je že sam minister povedal, da je treba narediti plan razdolževanja, da se več ne bomo toliko zadolževali. Tam ste za. Tukaj v občinskem svetu, pa zato ti drobiš, ste proti. Ok, vi imate že svojo razlago, ki jaz ne razumem. Potem pa rada bi še to rekla, dajte ne sprenevedajte se, če ste vi proti proračunu, kako se naj potem začnejo izvajati določeni projekti? Povejte mi, če niste za to, da se sprejme proračun, kako se potem naj začne z delom? Mislim, zakaj olepševati, zakaj nekaj v navedkih? Tak rečemo, tako pač je. Ne? Če ste proti proračunu, ste tudi proti tistemu, ker ni sredstev, da bi se lahko začelo z izvajanjem tega in onega. Mislim, da je to malo čudno. Ne? Hvala. Hvala. Hvala za besedo. Gospa, ja bi vas res prosil, da določene stvari si preberete, pa vse skozi date, pa ne mešati državne politike pa lokalne, ne. Hvala. Hvala za besedo. Že na prejšnji seji sem povedal, da imamo mi v naši občini v tem trenutku dva poslanca. In sem povedal to, da bodo se mogla malo bolj potruditi za sredstva, ki jih lahko pridobijo, marsikateri drugi, pa tudi unidva. Bodo mogla malo več tudi v to vložiti, da bo tudi občina v države nekaj malo več dobila. Vemo, koliko smo že sredstev v prejšnjo leta izgubili. 180 000, pa 80 000 evrov in tako naprej. Ne? Tako da bi prosil, če se malo bolj angažirata, ne? Nimam nič proti nobenemu, ampak poskušajte, ne? Poskušajte. Možnosti imate, vse sta dva zdaj v tem trenutku. Hvala. Spoštovani. Hvala, gospod Filipič, za spodbude. Borimo se vse za Pomurje, pa vse, pa tudi ostali poslanci, ne gledamo, kdo pa kaj smo, ne. Me pa veseli, ko smo sedaj dobili izračune za nepremičninski davek in smo kar nižje račune dobili, kot smo plačevali davek in ta nadomestilo za stavbna zemljišča. Hvala lepa. Za nezazidano pa sigurno ne. Spoštovana svetnica, spoštovani svetniki, jaz današnjo razpravo ocenjujem kot zelo nekonstruktivno. Predlog je po poslovniku dolžen predložiti župan. Na tem mestu se iskreno zahvaljujem mojim sodelavcem iz občinske uprave, vsem občankam, občanom, vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega zelo pomembnega strateškega dokumenta. Iz današnje razprave si ne morem narediti ocene, kaj naredite. Vsi zagovarjate vse investicije, ampak ste proti zadolževanju. Oprostite, to več ne vodi nikamor. In zelo pomemben podatek bom vam pa sedaj povedala. Zdi se mi, da se res ne zavedate, kako resne so zadeve in da že sami verjamete zavajajočim trditvam, ki jih širite. Zato vas še enkrat želim seznaniti z naslednjim. Sistem C je resno ogrožen projekt, za katerega v teh pogojih brez proračuna ni več mogoče prevzemati odgovornosti in biti podpisnih pogodb in dokumentov pod kazensko in materialno odgovornostjo. V občinski upravi
se s tem projektom ukvarja 5 ljudi, plus vodja projekta, ki je še vse bolj v neugodnem položaju, ker je njegova osebna odgovornost, tako pravna, finančna, vsebinska, vsekakor največja. Zelo močno se trudimo delati v skladu z zakonodajo, vendar razna podtikanja, grožnje, žaljive obtožbe in politični pritiski, da delam mimo zakona, mimo ustave, po domače, so se v zadnjem času stopnjevali do te mere, da ne morem več in tudi ne želim prevzemati kazenske in materialne odgovornosti za odločitve povezane s tem projektom. In ne morem več delati pod temi pogoji naprej. Člani politične oblasti se mi smejite in me celo obtužujete, da sem vzela projekt sistema C za talec proračuna, da govorim neresnice, da ne želim izplačevati podizvajalcev, ker to gre brez proračuna. In vsi vi bi na mojem mestu to storili mimo ustave, mimo zakona, čeprav ustava in zakon govorita drugače. Pošiljata mi pravna mnenja z najvišjih mest, ki prav tako potrjujejo, da zakon in ustava prepovedujeta plačevanje, dokler ni proračuna, ampak naj to vseeno storim, ker je mnenje Ministrstva za finance, ne glede na ustavo, ne glede na zakon, pa bi mi vseeno to storili. Saj razumem, da politika prenese vse, vendar verjeli ali ne. Če bi tako delali z evropskim denarjem in ko iz Evrope pride ogledati pravilnost postopkov, ne bo dovolj vaša beseda, niti mnenje Ministrstva za finance, niti mnenje ne vem koga, ko bo treba vrniti milijone, oziroma takrat, ko se bo kontroliralo, če so bila izplačila izvedena v skladu z zakonom in ustavo. Predvsem nesprejemljivo pa se mi zdi, da dobivam pritiske in očitke v tem smislu, da niso izbrani pravi izvajalci. Čeprav s tem nimam čisto nič. Še manj sprejemljivo pa je, ko se v teh zgodbah pojavljajo imena iz politike, politika pa si po drugi strani zelo prizadeva, da bi delali naprej mimo ustave pa zakona. To presega vse meje. Jaz ne želim biti tarča tovrstnih iger in navez, še manj pa, da se blatijo vsi tisti, ki so pošteno pomarljivo delali na projekte. Zato sem tudi sprožila ustrezne korake za zaščito pri ustreznih organih. In zato, ker ne morem delati na ta način, ne bom več ovira. Kot sem ministru Žerjavu napovedala pred mesecem dni, oziroma Židanu se opravičujem, od danes naprej odstopam kot koordinatorica projekta sistema C in občina Ljutomer ni več nosilna občina tega 50-milijonskega projekta. O tem bom obvestila ministra in svet županov občin sofinancerk, da čim prej prevzamejo delo in odgovornost tisti, ki imajo proračun in lahko zakonito peljejo zadeve naprej, ali morda tisti, ki bi na mojem mestu to že vse lepo po domače naredili. Sedaj lahko. S tem jaz zaključujem, ne glede na to, kako boste sprejeli proračun,
spoštovana svetnica, svetniki, vi ste odločevalci, vi ste organ odločanja, mi smo svoje delo upravili, mi smo se uskladili z našimi občankami, občani, glede predloga proračuna, z vsemi proračunskimi uporabniki, imeli smo 23 sestankov, ne vem, koliko jih pričakujete, lahko še jih je 40, jaz se tega več ne grem. Jaz sem do zdaj izjave podpisovala pod kazensko in materialno odgovornostjo in verjamem, če bi jih vi mogli pod kazensko in materialno odgovornostjo, potem bi ravnali drugače. Dajem na glasovanje predlog sklepa. Občinski svet občine Ljutomer sprejme predlog odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 2014. Predlog odloka iz prve točke tega sklepa se posreduje v 15-dnevno javno razpravo. Kdo je za? 8 za. Kdo je proti? 2 sta proti. Torej, odlok je sprejet. Vendar jaz ne odstopam od svoje odločitve. Želim vam prijeten popoldan in vse dobro. Pardon, izvolite, samo malo. Gospod Vrhnjak. Jaz bi še samo nekje sem prečital verjetno v tistem odgovoru ministrstva, kaj je prišlo na vprašanje poslanca Franca Jurša, da če je predlog sprejet, da se lahko tudi danes izvede tudi drugo branje, mislim, po predlogu. Da ne vem, kak je s tem. Glejte, jaz sem dolžna pojasniti, kdo želi poslušati, jaz sem sejo zaključila, izvolite. Je pa bil dobronamerni predlog, čeprav razumem, takrat, ko ste zaprosili za tolmačenje službe za lokalno samoupravo, ki je prišlo seveda prej v roke gospoda Bogdana, kak pa na občinsko upravo, tam je bilo zapisano, da se tudi takšen predlog, da se po hitrem postopku sprejme to, kar ste predlagali na prejšnji seji, da pač to ni rešitev. Zato smo mi tudi sledili temu mnenju in smo pripravili čisto nov predlog po rednem postopku. Sem pa se jaz pozneje z dr. Lavtarom pogovarjala v izogib temu, da zavlačujemo z projekti, bi bilo možno, vkolikor je predlog odloka o proračunu potrjen na tej seji v prvi obravnavi, in če ne bi prišlo do bistvenih sprememb med prvo in drugo obravnavo, bi lahko občinski svet sprejel sklep, da se združita prva in druga obravnava in se potem na isti seji lahko predlog proračuna sprejme. Ampak glede na današnjo razpravo, vam čisto iskreno povem, da nimam jasnih izhodišč, kaj bi vi želeli, zato vas res vljudno vabim, da v času javne razprave podate pripombe, ampak ne prosim na način, vse investicije želimo imeti notri brez zadolževanja, ker to ni realno. Hvala lepa.